V smetarskem tovornjaku, ki je vstopal v Izrael, je bilo nekaj živega, kar tam ne bi smelo biti. Ko so varnostne sile tovornjak odprle, so v njem našle 68 skritih ljudi. Kdo so bili ti ljudje in zakaj so tvegali na tak način? In če so ta poskus infiltracije ujeli, koliko jih ne ujamejo? Poglejmo si ta posnetek. Ne. Dobrodošli nazaj v Adjudication tukaj na Journeys TV. Naj vam razložim ta posnetek. Varnostne sile na kontrolni točki Cross Samaria so odkrile 68 Arabcev pod palestinsko upravo, ki so poskušali nezakonito vstopiti v osrednji Izrael, tako da so se skrili v smetarskem tovornjaku. Voznik, prebivalec Kfar Kasama, v svojih 30 letih je bil aretiran. Ali so ti nezakoniti migranti iskali delo? Kdo bi tukaj tvegal dobrobit svoje družine? Hvala Bogu, da so jih ujeli. Koliko jih ni ujetih in koliko jih se vsak dan pretihotapi v središče države. Bodisi skozi luknje v varnostni ograji, bodisi s plezanjem čez varnostno ograjo ali s poskusi, da bi se pretihotapili skozi prehode. To je velika težava. Neverjetno, da so varnostne sile ustavile ta tovornjak. Seveda, kaj se je zgodilo na družbenih omrežjih? Sovražniki Izraela so trdili, da je Izrael natlačil te ljudi, te Arabce, v smetarski tovornjak za prevoz, in ljudje so temu verjeli. Ne morem vam povedati, kolikokrat sem videl ta video, ki so ga delili na X, kjer so trdili, da so Judje prisilili Arabce v smetarski tovornjak. Živimo v norem svetu, kjer si lahko ljudje izmislijo karkoli želijo. Koristni idioti pa temu verjamejo, ali pa sovražniki Judov to širijo kot dejstvo. To me sploh ne preseneča. Preživite 10 minut na spletu in videli boste, koliko sovraštva do Judov obstaja. Res je noro, kako daleč so ljudje pripravljeni iti, da bi Izrael in Jude prikazali v slabi luči. Gremo naprej. Ugante, kaj je kancler Nemčije naredil pred obeležitvijo dneva spomina na žrtve in junake holokausta 2026, ki je bil prejšnji teden. Poglejte ta tweet. Globoko sem zaskrbljen zaradi dogajanja na palestinskih ozemljih, piše. V telefonskem pogovoru s predsednikom vlade Netanjahujem sem jasno povedal, da ne sme priti do dejanske aneksije tega, kar on imenuje Zahodni breg. Tako na dan, ko se spominjamo 6 milijonov Judov, ki so jih ubili nemški nacisti, vodja Nemčije odloča, kje bi Judje morali ali ne bi smeli živeti. Zanimivo. Zdaj ne pravim, da je kancler nacist. Iskreno ne vem, kaj je, ampak izkoristiti dan spomina na holokaust, da bi odločali, kje Nemci menijo, da Judje lahko ali ne morejo živeti, no to je ironično. Boljši izraz bi bil, da je rasistično reči, da Judje ne smejo živeti v Judeji zaradi etnične pripadnosti. Očaranost, ki jo ima velik del svetovne skupnosti nad tem, da Judje gradijo pergole ali vrtce v naši starodavni, biblični in zgodovinski domovini, je res neverjetna. Izrael ne bi smel dovoliti, da evropski voditelj narekuje, kakšna bo naša notranja politika. Še posebej tisti, ki prikrivajo svoj rasizem in trdijo, da gre za tako imenovano humanitarno vprašanje. Če lahko Arabci živijo na kraju imenovanem Judeja, potem lahko tam zagotovo živijo tudi Judje. Prav tako glede dneva spomina na holokaust. Kot poroča JNS News, voditelj palestinske oblasti Mahmud Abbas je v ponedeljek zvečer posthumno podelil medaljo pokojnemu nadzorniku tako imenovanega programa Plačilo za ubijanje, prek katerega Ramala izplačuje denarna nadomestila teroristom zaprtim v Izraelu in družinam mrtvih teroristov. Abbas je podelil zvezdo za zasluge reda države Palestine sorodnikom pokojnega Kadrija Abu Bakra, poroča Wafa, uradna tiskovna agencija palestinske oblasti. Abu Bakr je bil direktor strani palestinske oblasti financirane komisije za zadeve zapornikov pri PLO, ki je bila del sistema, prek katerega je palestinska oblast izplačevala sredstva teroristom in njihovim družinam, navajajo izraelske obrambne sile in think tank Security Forum. Zgodovinar holokausta Rafael Medov, direktor inštituta Davida S. Wymana za študije holokausta, je v komentarju objavljenem v torek opozoril, da je slovesnost potekala prav v času, ko je Izrael začel obeleževati dan spomina na žrtve in junake holokausta, Jom HaShoah. Obeležuje se ga vsako leto, 27. dne hebrejskega meseca Nisan, ki se je letos začel ob sončnem zahodu 13. aprila. Vprašal je, ali je zgolj naključje, da je Abbas se odločil počastiti Abu Bakra prav na dan spomina na holokaust.
Verjetno ne, glede na Abbasovo globoko zanimanje za holokaust, je zapisal Metov in se pri tem skliceval na Abbasovo doktorsko dizertacijo iz leta 1983. Ta je bila kasneje izdana kot knjiga z naslovom Druga stran: skrivni odnosi med nacizmom in vodstvom cionističnega gibanja. Pravo število Judov, ki so jih ubili nacisti, je bilo veliko nižje od 6 milijonov in bi lahko bilo celo manj kot milijon, je zapisal Abbas. Po Abbasovih besedah so številni znanstveniki razpravljali o številki 6 milijonov in prišli do osupljivih zaključkov, saj so število žrtev med Judi določili le na nekaj 100 tisoč, tako je trdil. Od 60 let dalje je bila naloga Abu Bakra v gibanju Fatah, ki je prevladujoča politična sila v palestinski oblasti, zagotavljati orožje teroristom, da bi lahko ubijali Jude, tako pravi Medov. Dejstvo je, da je Abu Bakr preživel 20 let v izraelskih zaporih, izraelske oblasti pa so ga štele za tako nevarnega, da so ga po izpustitvi iz zapora izgnale v Irak. Tukaj imate torej terorista, ki je bil zadolžen za to, da so vsi drugi teroristi dobili plačilo. To je bila njegova naloga. In po smrti prejema veliko nagrado. Zakaj je nagrada? Zato, da je bil učinkovit terorist in je poskrbel, da so drugi teroristi in njihove družine dobili svoj denar. In kdaj se vse to dogaja? Kdaj prejema to nagrado? Na dan, ko se spominjamo 6 milijonov Judov, ki so jih ubili nacisti. In za povrh je vodja palestinske uprave znan kot zanikovalec holokausta. Poglejte, kako se vse to poveže skupaj. S takšnimi ljudmi imamo opravka. To sploh ni Hamas. To so naši domnevni mirovni partnerji v palestinski upravi. A žal je to resničnost, ki smo si ustvarili v zgodnjih 90-ih letih in jo moramo odpraviti, preden bo prepozno. Gremo naprej. Mit o razširjenem nasilju naseljencev je premišljena krvna obtožba. O nasilju naseljencev ali domnevnem nasilju naseljencev govorimo skoraj vsak teden v oddaji. Že zdavnaj je čas, da vsaka judovska skupina in uradnik prenehata širiti tako nevarne laži. To je po besedah Morta Kleina, nacionalnega predsednika ZOA, ki je ta teden napisal kolumno za JNS. Klein pravi, da je 98% incidentov, v katerih naj bi bili Arabci ubiti ali ranjeni, posledica spopadov z varnostnimi silami, ne pa tako imenovanimi naseljenci. Izraelske varnostne sile morajo pogosto ustaviti arabske teroriste med izvajanjem napadov. Spopadi se pojavijo tudi, ko arabski teroristi streljajo na varnostne sile, ki poskušajo aretirati teroriste zaradi načrtovanja ali izvajanja napadov. Izraelske oblasti ostro ukrepajo ob vsakem namigu na takšno nasilje. Klein je prav tako razpravljal o podrobnem 125-stranskem poročilu organizacije Regavim, ki je bilo izdano aprila 2025. To je bilo naslovljeno Lažne zastave in resnični načrti, nasilje naseljencev, sodobna krvna obtožba. Poročilo je analiziralo Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev OČA. Kot je znano, njihova spletna stran, ki zbira domnevna poročila o nasilju naseljencev in jih posreduje OČA. Strani protiizraelskih nevladnih organizacij in tujih vlad, PA in drugih protiizraelskih virov. Njihova natančna analiza je pokazala, da so OČA, PA in protiizraelske nevladne organizacije kot nasilje naseljencev šteli naslednje primere. Tega ne boste verjeli. Arabci, ki so bili ranjeni ali ubiti med izvajanjem terorističnih napadov na Izraelce. To naj bi bilo nasilje naseljencev. Arabski napadi na Izraelce so bili napačno označeni kot izraelski napadi na Arabce. Obiski Judov na Tempelskem griču. To se šteje za nasilje naseljencev. Spopadi z varnostnimi silami. Turisti, ki obiskujejo arheološka najdišča, brez nasilja, samo obisk arheološkega najdišča. Infrastrukturna dela, ki jih zakonito izvaja država Izrael. Prometne nesreče se štejejo za nasilje naseljencev. Domnevno nedovoljeno vstopanje izraelskih turistov ali pohodnikov brez kakršnekoli škode na lastnini ali osebi. In seznam se nadaljuje. Vpletenost v spopade brez kakršnihkoli podatkov o tem, kdo je začel ali bil odgovoren za domnevni spopad. Drugi, očitno nenasilni incidenti. To je celoten seznam. Katerikoli od teh primerov je samodejno obravnavan strani OŠA, tega organa ZN, kot nasilje naseljencev. Klein pravi, da bi moralo biti poročilo organizacije Regavim, ki ga je povzel v svojem pričanju pred pododborom odbora za zunanje zadeve predstavniškega doma za Bližnji vzhod in Severno Afriko decembra lani, obvezno branje za vsakogar, ki trdi, da govori o nasilju naseljencev. Če boste v Googlu poiskali nasilje naseljencev, boste verjetno dobili približno toliko zadetkov kot za vojno na Bližnjem vzhodu.
To je popolna obsedenost. In kot smo pravkar rekli, ne verjemite številkam. Če obiščete 2000 let staro arheološko najdišče v biblijskem osrčju Izraela, vas po mnenju ZN, tudi če ne pride do nobenega incidenta, štejejo za nasilnega naseljenca. Ljudje, morate se poglobiti, preden samodejno verjamete njihovim statistikam in njihovim lažem. Kot po naročilu, tega si ne bi mogel izmisliti. Preteklo sredo je arabski terorist poskušal izvesti napad z nožem v kmetijski skupnosti Emek Doron v osrednji Samariji. Po navedbah policije je oborožen civilist, ki je bil prisoten na kraju dogodka, potegnil svoje zakonito registrirano orožje in streljal na napadalca, ga onesposobil ter odpravil grožnjo. Poročila kažejo, da je terorist kasneje umrl zaradi svojih ran. Ugani, kaj je to po definiciji? Ravno smo govorili o tem. Prav imaš, nasilje naseljencev. In prepričan sem, da sovražniki Izraela na družbenih omrežjih verjetno trdijo, da je Jud ubil Arabca, ne da bi omenili dejstvo, da je bil oborožen in je načrtoval množični napad z nožem. Sliši se noro, ampak v takšnih zgodbah bi verjetno trdili, da je bil na kosilu. Imel je nož, morda je bilo to povezano z njegovim mesarjem. Vem, da se sliši noro, ampak sam sem videl take zgodbe, kjer terorista prikazujejo kot nedolžnega mimoidočega, ki so ga ubili Judi. Ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je poznati dejstva o takšnih dogodkih. In tukaj je še nekaj primerov iz preteklega tedna. Izraelski vojaki so smrtno ustrelili terorista, za katerega vojska pravi, da je med izgredi severozahodno od Jeruzalema v Judeji in Samariji metal kamenje na vojake. To je v četrtek sporočila IDF. Vojska je sporočila, da so nemiri izbruhnili med operativno dejavnostjo, ko je terorist metal kamenje na vojake in predstavljal grožnjo, zato so vojaki odgovorili s streljanjem in napadalca nevtralizirali. O izraelskih žrtvah niso poročali, hvala Bogu. To se seveda doda na seznam nasilja naseljencev. Tukaj je še en primer. Varnostno osebje je ubilo arabskega terorista z nožem, ki je v zgodnjih sobotnih urah udrl judovsko skupnost Negahot v Judeji, poroča IDF. O poškodbah niso poročali. Osumljenec je bil ustreljen in ubit med napadom na člana lokalne varnostne ekipe. Po incidentu so vojaki IDF pod vodstvom izraelske varnostne agencije delovali v bližnji vasi poleg Negahota v južnih hebronskih gričih, kjer je terorist prebival. Vojaki so izvedli ciljno racijo v prebivališču terorista in našli improvizirano orožje ter drugo vojaško opremo. Spet gre za vse te poskuse terorističnih napadov. Hvala Bogu, vsi so spodleteli in noben Izraelec ni bil ranjen. Vendar pa bodo brez dvoma ti dogodki šteti kot incidenti nasilja naseljencev, ko bodo sovražniki Izraela sestavljali svoja poročila o prebivalcih Judeje in Samarije. Nadaljujemo. Abu Ali Express na Telegramu pravi, da se pojavljajo dodatne podrobnosti o fotografiji iz italijanske revije, ki je sprožila val sovraštva proti Izraelu na družbenih omrežjih. Tako je italijanska revija L'Espresso uporabila fotografijo, da bi skušala trditi, da verni vojaki IDF zlorabljajo Arabce v Judeji in Samariji. Obstaja tudi video. V poročilu Al-Arbije je intervjuvan oseba na fotografiji, Mijad Abu Al-Rub. In sama pojasni s svojimi besedami, da je na lokacijo prišla na lastno pobudo kot del protesta proti Judom v Judeji. Kot je razvidno iz videoposnetka, je bilo na prizorišču nenavadno veliko novinarjev in fotografov, ki so čakali, da jim Mijad zagotovi pravi material za napredovanje agende, ki jo je želela. Z drugimi besedami, to je bilo vnaprej načrtovano. Treba je poudariti, da tam ni bilo nobenega nasilja strani vojakov IDF, le fotografija pogleda ali bežnega pogleda. Poleg tega se je po poročilu dogodek zgodil na območju Hebrona pred več kot 6 meseci. Abu Ali Express pravi, da ni jasno, zakaj se je revija odločila umakniti fotografijo italijanskega fotografa prav zdaj, na začetku aprila. In po navedbah skupine Honest Reporting Media Watchdog, v resnici arabska ženska ni bila nadlegovana. Ona je bila tista, ki je nadlegovala. Fotografija je obrnila zgodbo, da bi vam fotograf in revija vsilila zgodbo, ki sta jo želela prodati. To je novi antisemitizem, ki ga spodbujajo Arabci iz palestinske uprave. Tukaj imate fotografijo Juda in te arabske ženske. Brez nasilja, brez incidenta, samo vojak IDF, ki skrbi, da je vse mirno. In vendar ta italijanska revija vzame fotografijo staro 6 mesecev in jo postavi na svojo naslovnico, mislim, da obtožuje IDF zlorabe.
Razumete to? To ni poročanje, to ni novinarstvo, to je propaganda. To so ogabni stereotipi proti vernim vojakom, proti ljudem, za katere menijo, da predstavljajo tako imenovane naseljence. To ni pravo novinarstvo. Predstavniki izraelskega zunanjega ministrstva so ostro kritizirali revijo, vendar še vedno vztrajajo pri tej fotografiji. Jaz jim pravim, sram naj vas bo. Tudi ta teden organizacija Palestinian Media Watch poroča, da je po navedbah palestinske oblasti Izrael ustvaril posebno vrsto glodavca. Ne šalim se, ta naj bi posebej napadal arabske otroke in bolne v Gazi. Ne, to ni zgodba iz The Onion. To je palestinska oblast, ki širi krvna obrekovanja proti državi Izrael in judovskemu narodu. PMV pravi, da so novi podgane v Gazi morda kasnejša različica drugih izraelskih gensko spremenjenih podgan, ki jih je palestinska oblast razkrila leta 2008. To ni prvič. Pravijo, da so te podgane zasnovane tako, da preganjajo Arabce iz Jeruzalema. PMW je takrat poročal o divjih obtožbah palestinske oblasti, ki je trdila, da so velikanske podgane odporne na strup za podgane, agresivne in večje kot običajno, da se ne bojijo mačk in jih lahko prestrašijo. Zelo plodne samice podgan skotijo 140 mladičev na leto, kar je 4-krat več od običajnega povprečja. In seveda so te glodavci zelo izbirčni, saj judovski prebivalci Jeruzalema niso prizadeti zaradi teh živali. Ljudje, sliši se kot šala, ampak ni. Izraelci gensko ustvarjajo te velike podgane. Trdijo, da je to res. In ta poročila pridejo v javnost in ljudje verjamejo, da je to tisto, kar Izrael počne. To je načrt, kako navdihniti naslednjo generacijo mladih, da sovražijo Izrael in želijo izvajati teroristične napade proti Judom v judovski državi. Kako zelo žalostno. Ta teden želim zaključiti z nekaj pozitivnimi novicami. Medijska hiša The Media Line poroča, da je Generalna skupščina Tennesseeja sprejela resolucijo predstavniškega doma 1446, znano kot Zakon o priznavanju Judeje in Samarije. Nacionalno združenje krščanskih zakonodajalcev je sporočilo, da so ukrep poslali na guvernerjevo mizo kot del prizadevanj za standardizacijo terminologije v komunikaciji državne vlade. Zakonodaja zahteva, da državne agencije v uradnih gradivih uporabljajo izraz Judeja in Samarija. Podporniki trdijo, da ta terminologija odraža starodavne judovske zgodovinske vezi z deželo. Medtem ko izraz Zahodni breg, ki se pogosto uporablja na mednarodni ravni, izvira iz jordanske oblasti nad tem ozemljem, oziroma bi moral reči nezakonite oblasti nad tem ozemljem po letu 1948. In ga podporniki zakona vidijo kot kasnejšo politično oznako. NACL je dejal, da je direktiva namenjena ustvarjanju doslednosti med vladnimi organi in usklajevanju jezika s tistim, kar opisuje kot uveljavljene zgodovinske reference. To so odlične novice in upam, da bo guverner Tennesseeja to potrdil. Če gledate to oddajo in živite v Tennesseeju, prosim pošljite sporočilo svojemu guvernerju in ga spodbudite, naj podpiše ta zakon. Ime je Judeja in Samarija. Zahodni breg, ta izraz je poskus delegitimizacije starodavne povezave, ki jo imajo Judi s tem območjem. Žal veliko ljudi po svetu uporablja ta izraz. To je popolna propaganda, ki poskuša izbrisati judovsko zgodovino v naši biblijski domovini. Zato hvala čudovitim ljudem iz Tennesseeja in vsem, ki so sodelovali. Vem, da je veliko drugih zveznih držav ZDA v postopku sprejemanja podobne zakonodaje. V tem boju za pripovedi, kjer je pero lahko močnejše od meča, šteje vsaka beseda. Zato so to odlične novice. Hvala, da ste se nam pridružili tukaj na JNS TV za še eno epizodo Judication. Rad bi izpostavil ljudi, ki delajo v ozadju tukaj. Producentka Barbara Kanamov, tehnik Aron Rogalanter za mešalno mizo tukaj, Zek Sikerman, Ryan Livšic, vodja postaje Jurij Svetski in videomontažerka Olga Senatov. Poskrbite, da obiščete JNS TV za vso neverjetno vsebino, ki jo ponujajo. Naročite se, podarite nam super zahvalo in seveda obiščite jns.org, da spremljate najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Moje ime je Josh Hastin, dopisnik za JNS News. Se vidimo naslednji teden, tukaj na Judication na JNS TV.